Lepo pozdravljeni. Sem Andreja Novak. Tokrat se vam predstavljam kot avtorica Magičnega planerja ne samo za 2023, ampak tokrat bom govorila o Magičnem planerju za leto 2023, kako ga uporabljati v detajle, ker je tako, kako bi rekla, perspektiven, energijsko močen in vaša najboljša podpora, da si ustvarite res dobro leto, brez kakšnih hudih težav, in ker je zasnovan prav iz energijskega vidika, kajti z energijami se ukvarjam že več kot 30 let, od 17. leta, tako da načrtno, zavestno, znanstveno, raziskovalno in tako. Tako da boste lahko skozi magični planer zares spoznali vse tisto, kar je potrebno, da naredite v svojem življenju. Pa začnimo kar z naslovnico. Naslovnica predstavlja to, kar se dogaja v magičnem planerju, se pravi ta center, ta energija kroga, ki se noter poveže, vas osredišči. Ker je leto 2023 karmično leto, leto volje in Plutona, Marsa in Plutona, se pravi, da bomo zmogli vse urediti, ampak s pomočjo fokusa nase. Zato je magični planer 2023, njegova optimalna energija je puščica, usmeritev, fokus. Zato je letos oziroma v tem letu 2023, ne bom rekla zadnji čas, da začnete načrtno delati s sabo, ampak optimalen čas, da začnete soustvarjati svoje življenje, da niste nagnjeni k temu, da sledite usodi, kar pač pride, pride, da potem včasih enkrat se prepuščate lepim stvarem, drugič se bojujete, ampak da imate eno notranjo usmeritev, notranje zavedanje, kam želite, kaj želite, in da to ni izsiljevanje življenja. Se pravi, mi ne moremo izsiliti nič od življenja, hkrati lahko pa veliko dosežemo, če sodelujemo s potenciali. In ker sem tudi astrologinja, vse živo, feng shui svetovalka, notranji dizajner, tudi agronom, agronomijo sem študirala, sem potem iz različnih tehnik, iz različnih znanj, tudi skozi pretekle planerje optimizirala stvari. No, in ker so se, hvala konkurenci, vsi nekako usmerili v to, da je treba nekako slediti luni, zares slediti, in da so eni navade in običaji prišli v ospredje, tudi v teh planerjih, sem nekako sem želela ustvariti še tisto nekaj več, kar vas podpre pri aktivaciji vašega vsakdanjika, vsak dan znova. Kajti dostikrat se zgodi, da mi na začetku nekaj začnemo, pa potem ne gre, kajti da navada postane rutina, da vas energije v to podprejo, so potrebne 3 polne lune. 100 dni vlade, 100 dni novega zaposlenega, to je znano, da je 100 dni, to so 3 polne lune, tisti čas, ko se energije pokažejo, in če mi nekaj želimo vpeljati v svoje življenje, so 3 polne lune, kar pomeni, da to so 3 meseci, 3 en letni čas, kar pomeni, da mi v tem enem letnem času lahko nekaj novega ustvarimo, nekaj velikega dosežemo, če smo fokusirani. Zato je ta magični planer za leto 2023 pisan in sestavljen na način, da vas vodi v pisano besedo. Pa bomo šli kar po vrsti, uvod ste si prebrali, naslednje leto je vladar leta Sonce, kar pomeni, da kar bomo mi letos, v letu 2023, realizirali, osvobodili, postavili na novo, bo v letu 2024 samo še okrepljeno, pospešeno. Namreč, kakšna je razlika, kakšen je vladar leta? Letošnje leto oziroma leto 2023 je v znamenju Marsa in Plutona. To pomeni, da imamo možnost svojo voljo in tudi podzavest, ki je skrita v Plutonu, usmeriti v nekaj, kar nam je pomembno, oziroma nekaj, kar je v nas.
Če bomo usmerjali nekaj, kar ni v nas, se pravi, da na vsako silo želeli doseči nekaj izven našega dometa oziroma izven tega, kar je v načrtu naše duše, se potem zgodi, da se tisto v prihodnosti razsuje, ne gre v pravo smer in tudi mi smo od tega utrujeni. Ko mi voljo in svojo podzavestno energijo usmerjamo zavestno v to, kar je v nas, kar nas podpira, dviguje, gradi, pa se rehabilitiramo sproti. Nismo več utrujeni, pomladanska utrujenost izginejo alergije, avtoimune bolezni, ker se rehabilitiramo z globino. Tako da to je samo toliko za kratko razumevanje, s tem potem vi v naslednjem letu 2024 še povzdignete svojo osebnost v smislu, da postanete bolj tisto, kar zares kot duša na zemlji ste. Zapišite si osebne seznam želja in ga razdelite na dva dela, osebne in delovne. Tole čisto na začetku, to še imate čas, tudi čisto na začetku tale seznam. Verjamem, da imate milijon želja, ki jih potem nekako skupaj na skupni imenovalec daste na osebne želje in poslovne želje, s tem, da še eno stvar mogoče, preden se tole čisto lotimo, če boste začeli z uresničevanjem želja ali pa z recimo novimi kakorkoli odločitvami za novo leto, recimo večina začne potem 1.1., kar v tem letu ni najboljši čas. Se pravi, vse, kar boste začeli z novostmi ali boste začeli z opuščanjem kajenja ali z dieto, karkoli, je dobro, da ali začnete 29. decembra ali pa potem 18. januarja. Zakaj je temu tako? Ker Merkur gre retrogradno v znamenju Kozoroga in vse, kar začenjamo v retrogradnosti Merkurja, kar novo leto je, 1.1. se zgodi, ko je Merkur že retrograden, to pomeni, da takrat potem se vse razvodeni, ne spelje se do konca, tako da te fizične, materialne novosti ne začenjajte s 1.1. Lahko pa začenjate s tem, ko začnete uporabljati ta magični planer, da začnete dober razmislek, dobro ponotranjite, dobro se organizirate v času do 18. januarja, kar pa prinese potem dober boost navzven v vsem, kar boste počeli. Kajti Merkur retrogradnim nam daje možnost globljega razmisleka in ker je v Kozorogu, kaže na globlji razmislek o svojih temeljih, o svojih kvalitetah, o materialnem obilju, o materialnih dosežkih. To Kozorog na dolgi rok podpre in ker je v letu 2023 Merkur retrograden tudi v zemeljskem biku, zemeljski devici in spet za novo leto, ki bo v letu, ko bomo prehajali v leto 2024, bo spet retrograden, ampak tam takrat samo do 2. januarja, tokrat pa do 18. Tako da očitno nam je vesolje dalo globlji razmislek, zato se vam ne mudi, da bi zdaj morali vse naenkrat, ampak do 18. januarja pa, na način, da res razmislite o sebi oziroma o tem, kaj si želite tudi kot duša na zemlji. Zato je dobro, to vam dam čist tak praktičen nasvet, brezplačen, da te osebne in poslovne cilje pogledate skozi pa različna področja. In sicer, da zdravje je najpomembnejša kvaliteta življenja, ki jo moramo v tem obdobju še kako negovati. Ne glede, zdravje sicer znamo ceniti takrat, ko ga nimamo, ampak sistem zunanji nas je naučil, da je smiselno delati na njem tudi, ko je še, se pravi ga vzdrževati. Zato je osebni cilj za vaše zdravje, recimo, ali si zadate pitje dovolj tekočine, sprehodi v naravi, dihalne vaje, meditacija, redna telovadba in teh 5 delov smo zapisali na način, da jih imate v tedenskem razporedu. Se pravi, tam imate ikonce, ki kaže na to, kapljica vode je voda, meditacijska poza meditacija, lahko je to moja meditacija na YouTubu, lahko so 30-dnevne, lahko so čisto vaše, lahko so kratke 10-minutne, lahko so povezava s svojo dušo 3-minutna, karkoli je okej. Važno je, da to na dan vam
preide v navado, kajti s tem vi svoje psihično, mentalno in duhovno zdravje vzdržujete. Potem je sprehod v naravo je drevo, kar kaže na ta fizično-eterično sprostitev, telovadba čisto konkretno fizično, ker skozi telovadbo prihaja potem več energije v vaše telo, in pa dihalne vaje, ki sprostijo meridiane, povezanost med čakrami, povezanost v organih, sprostitev organov in s tem tudi bolezenskih simptomov, ki potem telo jih lahko spusti. Torej, ta vidik zdravja je nekaj, kar je oseben cilj pomemben, pri tem pa tudi pogledate, če poslovni cilji podpirajo recimo področje zdravja ali poslovni cilji podpirajo oziroma rušijo področje zdravja. Lahko se zgodi recimo dober poslovni cilj je na primer, da svoje delo opravite v najkrajšem možnem času oziroma najkasneje v 8 urah. To je za vse tiste, ki imate svoj posel, pobožna želja, kajti vsi vemo, da ne glede na to, da radi delamo svoje poslanstvo, svoj posel, ga delamo več, kot ljudje so v svojih službah, in zato je za nas pomembno, da si poslovni cilj postavimo tudi čas, ki ga namenimo svojemu delu, in da nekako ne skompenziramo, skoncentriramo delo in energijo in podaljšamo, nekako se povežemo z mojstri časa, da nam čas počasneje mineva in da več naredimo v krajšem času. Tako da smo bolj zgoščeni, bolj fokusirani, bolj nekako prizemljeni. No, in ta zdravje, področje zdravja, ki ga imate za svoje cilje, osebno in poslovno, pogledate, če osebni cilji in poslovni cilji povezujejo področje zdravja. Potem je področje obilja, pogledate osebni cilj, recimo nakup avtomobila, hiše, karkoli, ali, ne vem, zaslužek oziroma mesečni prihodek, 2000 evrov, 5000, 100 000, kolikor vi verjamete, da ste sposobni zaslužiti oziroma da je realno. Vaša notranjost, vaš notranji mora potrditi vaše cilje. To še posebej velja za obilje, ko nekako si želimo kar ene milijone, pa notranjost sabotira. Se pravi, koliko vi navznoter verjamete, da lahko mesečno zaslužite ali letno, kakorkoli vam je lažje. To potem pogledate, kaj je vaš osebni cilj, ali nakup nečesa, poslovni cilj, zaslužiti nekaj, in to dvoje se mora nekako, kako bi rekla, povezati, se pravi, mora biti kompatibilno. Kajti če imate nakup hiše, ki jo imate recimo v glavi, da je zamišljena za 200 000 evrov, in potem ali pa nakup stanovanja, in potem imate poslovni cilj, ki je zaslužek manj ali pa manj mesečni priliv, je dobro to uskladiti in čim manj si zadajati za cilje pridobitev kredita, dolgov in podobno. Se pravi, če mi v energijah materializiramo stvari, je dobro, da ste fokusirani na materializacijo rešitve, ne na pot. Pot je pridobitev kredita, pot je pridobitev ne vem česa, ampak vi ste fokusirani na materializacijo cilja, pot pa dovolite, da vas duša in energije, potem zvezde, planeti vodijo do tega. Se pravi, da ne iščete potem vi z glavo rešitve, ampak da imate osebne in poslovne cilje zastavljene, potem pa skozi tedenske, zato smo tako tudi magični planer zasnovali, skozi tedensko obravnavo samega sebe, skozi mesečne načrte, to bomo v naslednjem koraku pogledali, kako naredite potem tisto, kar v bistvu je potrebno, da potem te cilje uresničite. Se pravi, vi sami z glavo ne iščete rešitve, ne iščete poti realizacije, ampak dovolite, da vas duša in energije zvezd, planetov vodijo življenja skozi to, ob tem, da potem sodelujete v mesečnem organiziranju skozi magični planer in skozi tedensko. Se pravi, smo še vedno pri osebnih in poslovnih ciljih,
osebni pa poslovni cilji smo rekli zdravje, obilje, ljubezen je naslednje področje, ki ga je dobro pregledati, in sicer kakšen je vaš osebni cilj v ljubezni. Pri tem vam svetujem, da je en cilj v osebnih ljubezenskih ciljih ljubezen do sebe. Namreč, kaj se je pokazalo skozi leta, ko proučujem naše tečajnike, eni so skozi to ustvarjamo skozi transformacijo življenja, ki je bila pred kratkim, enkrat na leto imamo, transformacija življenja je vedno tam nekje okoli 21. decembra, prej, da se potem ob 21. decembru energijsko te želje prizemljijo, aktivirajo in začnejo energije to podpirati. No, in pri tem se je pokazalo, da ljubezenske želje, ko imamo nekoga partnerja v mislih, če ste samski, ali pa celo definiranega partnerja, ki ni nujno, da je vaš realni ali pa dušni partner, ampak ga nekako osebno želi. Takrat se je pokazalo, da če ni cilja ljubezni do sebe, je težje doseči vse ostale ljubezenske želje. Namreč ljubezen do sebe je tista osnova, s katero mi negujemo svoje življenje, sebe kot celoto, in s tem postanemo odprti za naravni potek ljubezni. S tem, ko mi imamo cilj v osebnem predelu ljubezen do sebe, bomo lažje izpolnili tudi vse ostale ljubezenske tematike, kakorkoli. In recimo nič ni narobe, če si v poslovnem cilju zadamo ljubeče odnose. S tem, ko imamo ljubezen do sebe, nekako si želimo, da bi tudi vsi ostali odnosi bili ljubeči. Nihče si ne želi v poslu mobinga ali pa šikaniranja drugega ali pa ogovarjanja. Nihče si ne želi, da bi se moral v poslu boriti, rušiti en drugega, grdo govoriti. Nihče si tega ne želi. In če je izpolnjena osnovna želja, ljubezen do sebe, je vse to, kar je potem povezano z odnosi, lažje dosegljivo. Tako da to preverite potem osebni, glede ljubezenskega področja, osebni in poslovni cilji, da so kompatibilni in da zaznavajo oziroma da imate v cilju ljubezen do sebe, v osebnem cilju, če jo seveda še nimate v popolnosti. Potem naslednje področje, ki ga je dobro pogledati v teh nekako povezovalnih energijah, je uspeh. Kaj je za vas uspeh v življenju? In gremo gledat v osebnem življenju, kaj je za vas uspeh, kaj je za vas uspeh v poslovnem življenju. V osebnem je to lahko pospravljena hiša, harmonični odnosi z otroci in partnerjem, zelenjava, ki lepo raste, kakorkoli, karkoli se vam zdi v osebnem življenju uspeh, je dobro o tem razmisliti in potem, da so ti cilji in želje osebnega nivoja povezani s tem vašim uspehom. Se pravi, ko zaprete oči oziroma ko si predstavljate, da ste uspešni v osebnem življenju, kaj to za vas pomeni? Ali to pomeni, da ste uspešno povezani z okoliškimi sosedami glede sodelovanja z rožami, glede varovanja vaših otrok, počitnikovanja, dopustovanja, vse to paše zraven. Kaj je za vas osebni uspeh in potem, kaj je za vas poslovni uspeh? In če ugotovite, da v poslovnem uspehu šepa nekaj, da v bistvu imate posel na način, da vam ne pomeni poslovne uspešnosti, seveda preglejte, kaj vam manjka, kaj je viška. Če je potrebno, se odločite, da ja, treba je spremeniti službo, poslovni uspeh mi je, da hodim v službo, kjer sem srečen, zadovoljen in da služba ni dlje oddaljena kot pol ure vožnje ali pa še to ne. V glavnem, definirajte iskreno po sebi. Na ta način boste potem sodelovali z energijami, ki vas bodo v to vodile sproščeno in iskreno. In ta osebni in poslovni uspeh potem poglejte, kako sta povezana, da se ne izključujeta, da osebni cilj, osebni uspeh ne zajema ogromno prostega časa, ko v bistvu ne veste več, kaj bi še počeli, medtem ko poslovni cilj zajema super delo, kjer ste popolnoma tudi
toliko časa, se pravi, čas je tista kompatibilnost, ki mora povezati posel in osebno življenje, da niste potem razočarani oziroma da vas energije ne vodijo samo bolj v eno smer, kajti energije vas bodo vodile v tisto smer, kjer ste vi že bolj domači, oziroma v tisto smer, kjer je tudi vaš astrološki potencial, kaj imate v zvezdah bolj zapisano. Nekateri imate bolj zapisano skrb za dom, družino, otroke, drugi imate bolj zapisano posel in poslovne uspehe, zato vas bolj vodi tja, kjer ste že močnejši, ne tja, kjer ste šibkejši. No, okej, s tem smo mi poštimali tele osebne in delovne cilje, poslovne cilje, kaj narediti za vaše nekako generalno načrtovanje. To je letno načrtovanje, ki ga opravite do 18. januarja najkasneje, da pregnetete, zapišete v osebni in delovni plan, kaj si želite. Mesečna načrtovanja seveda sledijo iz enega letnega načrtovanja oziroma v mesečnem načrtovanju so že določene rutine, ki vam pomagajo recimo na hitro realizirati osebni uspeh, poslovni uspeh pa bolj sistematično. In sicer, vse, kar boste zapisali v tale mesečni koledar, ki je meni najbolj pri srcu, ravno zato, ker se ga da narediti, jaz sem bolj kampanjski človek in se ga da narediti generalno na hitro, na 1, 2, 3 in nekako napišete na takle način, vam bom pokazala, in sicer v mesečni koledar napišete, jaz najprej naredila na to, rojstne dneve, se pravi tule, da vam pokažem še februar, ko ima Martina rojstni dan. Noter sem vpisala rojstne dneve mojih prijateljev, sodelavcev, tudi nekaterih strank, s katerimi smo bolj povezani, pa ne, da bi zdaj jih siljevala, da imam v svojem rojstnodnevnem koledarju, ampak ne tudi toliko zato, da se spomnim, da imajo rojstni dan, ampak predvsem zato, da se aktivira podpora. Namreč vse, kar vi zapišete v svoj mesečni koledar, avtomatsko se začne energijska podpora bildati na tisti dan. Kar pa pomeni, da v to mesečno delavnico oziroma mesečne stvari jaz vpisujem tudi svoje delavnice, tule imamo astro postavitev že 7. 8. januarja, kar pomeni, da potem, ko jaz to zapišem in za celo leto se začne graditi energijska svetlobna podpora iz svetlobnih mrež blagostanja in mi pomaga to izvesti v optimalnem načinu. To pomaga tudi na način, da pritegne tiste ljudi, ki jih to zanima. Se pravi, da vsi vaši poslovni dogodki, ki jih želite realizirati v čim boljšem možni meri, jih morate najhitreje prvo definirati kdaj, ob kolikih, zapišete v koledar in potem naredite program, ki ga imate vi v sebi, da ga realizirate, zapišete ga drugam na svoj list papirja ali pa v svoj računalnik ali pa tudi v planer, ampak bolj je pomembno, da imate ta program potem za svojo poslovno uporabo. Kaj je še smiselno, poleg rojstnih dnevov in poslovnih dogodkov, vpisati v vaš mesečni koledar? Tisto, kar bi si vi želeli, da se zgodi, pa ne veste kdaj. Se pravi, ni še definiran datum. In sama edino, kar res hodim, so na Gibbonijeve koncerti, kar že verjetno veste, in sem za vsak mesec zapisala spodaj pod opomnik, sem zapisala Gibboni koncert, množino moram uporabiti, če jih želim več, Gibbonijevi koncerti, se pravi, da potem spodbudim z vidika svetlobe, vesolja, podpore iz svetlobnih mrež blagostanja, da se to začne pojavljati. In recimo takoj, ko sem to zapisala v mesec marec, se je potem pojavil datum Gibbonijevega koncerta v Areni v Zagrebu na 8. marec, tako da res množino moram uporabiti, je zraven dati, da ne bo samo po eden na mesec. No, na ta način vi spodbudite, da se začne potem dogajati tisto, kar bi si vi želeli. Se pravi, če so zmenki, pa nimate še s kom, želeli bi si zmenka ali pa zmenkov z vašo dušo dvojčico ali pa sorodno dušo, si potem zapišete opomnik zmenek z dušo dvojčico.
in zmenki, če hočete več na mesec. In se potem začne dogajati, tudi če ste čisto samski, nimate simpatije, nič ne veste, kdo je vaša duša dvojčica, to zapišete pod opomnik in se začne proces manifestacije, podpora svetlobe začne iti v to smer. No, a ni fajn. Na ta način manifestirate svoje optimalno življenje in na ta način potem tudi ustvarjate tisti čas, ki vam bo najbolj dragocen. Družinski dan je praznik, ki ni rojstnodnevni praznik. V uvodu vse tole, kar vam zdajle govorim na svojem primeru, sem zapisala v uvodu bolj ali manj jasno, upam, da kolikor gre, pač sem se potrudila. Lahko, če imate repliko, da bi kaj izboljšala, mi pošljite, kajti tudi naslednje leto bo magični plener na ta način organiziran. To je zdaj zadnja, finalna verzija našega magičnega plenerja, tudi zato, ker sem se odločila, da vsi tisti, ki ga bodo kopirali, jih bomo v bistvu obvestili o avtorskih pravicah, ki jih imamo avtorji na določeno tematiko, tako da, če bo kdorkoli kopiral ta magični plener, ki je moje avtorsko delo, ga bomo z odvetniške pisarne obvestili o naši avtorstvu in bomo pač bogati iz tega naslova, ko bodo avtorske pravice plačevali. Zato je ta družinski dan je praznik, ki ni rojstni dan, ampak dan, ki bi ga vi želeli z družino preživeti, zato da izboljšate počutje, zato da se povežete, zato da preprosto ne dovolite okolici, sistemom in drugim, predvsem tem, kako bi rekla, svetovnim gibanjem, ki želi razvrednotiti vaše življenje. Družinski dan je tisti dan, ki ga vi preživite najlepše možno v sklopu družine. Če imate male otroke oziroma najstnike, če imate majhne otroke, itak nimajo pravice izbire, so del družinskega praznika, ki se ga bodo veselili 100%. Če pa imate najstnike, ki niti pod razno ne želijo družinski dan preživeti z vami, pa je na vas, da rečete, okej, ni problem, in družinski dan preživite ali s partnerjem. Če tudi partner nima interesa z vami preživeti družinskega dneva, ga lahko preživite sami ali s prijatelji. Povabite prijatelje v bistvu rečete, tole je moj dan, in bi ga rada preživela s tabo, kot z mojo prijateljico ali prijateljem, ali si za to, da greva v Logarsko na slap okrešelj, Rinka, kamorkoli, ali si za to, da greva k Plesnik na kavo, ali si za to, da gremo na Krapen. To je že malo dnevi, en dan je premalo. V glavnem, poveste svoje želje in mogoče imajo prijatelji ali pa partner željo, kako bi želeli, pa da gredo samo na sprehod, pa potem na en tak daljši sprehod, kjer obiščete najljubše kraje, najljubšo gostilno in podobno. To je dan, ki si ga ustvarite iz nič. To je dan, ki si ga ustvarite za podkrepitev vaše ljubezni in življenja, in s tem, ko ga vpišete v vaš datum, nekje v vaš dan, se začne tam krepiti čas, energija in tudi finance za to. Potem je še en dan, ki ga izberite kot za moj dan, se pravi, da je dan samo za vas. Jaz sem si ga tule 23. januar zbrala tako iz lufta, nisem nič načrtovala, ampak vem, da takrat nimam potem kake delavnice, nekako, da se ne ustvarim pritiska. No, in to je moj dan, ki še ne vem, kako ga bom preživela. Lahko, da ga bom preživela, okej, zjutraj bom nahranila muce, pa zvečer, to je obveznost mojega dneva, kadar bilo kje sem. In ostalo bom videla, ali bo to dan, ki ga bom preživela v branju knjig, ali bo to dan, ko ga bom preživela v sprehodih. Nekaj bo tisti dan prinesel, kar bom potrebovala v tistem trenutku, lahko pa, da bom cel dan delala energijske vaje, načrtovala nekaj za prihodnost, nekaj, kar me veseli, nekaj, kar je zame dobro in smiselno pomembno. Moj dan, tisti dan, ko je vaš dan, je dan samo za vas. Se pravi, takrat si izborite čas, ko vas ne gnjavijo po telefonu, ko ne dvigujete telefonov, ne odgovarjate na maile, niste na Facebooku. No, če si želite cel dan preživeti na Facebooku, je tudi to lahko vaš dan, ampak ne priporočam, kajti ne koristi vašim energijam. Se pravi, da s tem, ko vi ustvarite si dan s prijatelji, dan za kavo s prijatelji,
dan z kavo s sorodniki, ki jih pogrešate, ustvarite si čas za stvari, ki jih sicer nimate. In s tem, ko si ustvarite, ko si date v en kvadratek, v en dan tisti termin, se zgodi čudež, in sicer ustvari se čas in prostor za to. Ustvari se prava stvar. In nekateri ste imeli pomisleke, in hvaležna sem vsem, ki mi kakorkoli skomunicirate, da imate pomisleke glede vsega, kajti s tem potem ali jaz popravim organizacijo tega ali pa vam lažje svetujem, kako se lotiti. No, nekateri ste imeli pomislek, da mogoče tisti dan, ko si vi date dan ali pa kava s prijateljem, da niste takšne volje, da bi šli s prijatelji na kavo. Dvojno je takrat legitimna odločitev je seveda, da odpoveste, da imate druge stvari in odpoveste, ampak s tem takoj prestavite termin na nekaj druga in to energijo prestavite na tisti termin, ko se dogovorite. In lahko, da boste dvakrat, trikrat prestavili termin, sploh v začetni fazi, ko so vaše energije bolj kaotične. Zakaj so energije kaotične? Ko vi začnete ustvarjati svoje življenje na takle način, z manifestacijo skozi pisano besedo, je namreč traja nekaj časa, najkasneje pa do marca se vam bo to dogajalo, da se poskušajo energije rušiti to, kar se vi zapišete. Zato mogoče je tudi Žiboni šele v marcu, moram to hitreje urediti. Se pravi, da lahko bi že bil za valentinovo, da lahko vi skozi to, ko vi zapišete in se energije povežejo, da vas določene okoliške energije želijo cukniti ven iz tega. Tudi vaše podzavestne energije vam želijo reči: ne, posel bolj pomemben, ali pa ne moreš si privoščiti kar tako časa, celega dneva zase. Ti vaš notranji dialogi in pa tudi okoliška prepričanja, kaj boš kar cel dan v postelji, ja, danes je moj dan, cel dan bom v postelji, ne grem ven, cel dan bom v pižami in naredila samo tisto, kar je nujno potrebno, se pravi wc, hrana, karkoli je nujno potrebno. Ali pa pač opravek, ki ga ne morete prestaviti, ampak ga lahko naredite v pižami. Se pravi, okoliške sodbe in notranji dialog, ki vas od tega ločuje, se lahko v začetnih fazah realizira na način, da se vam nekaj ne zgodi, nekaj ne realizira dobro, ampak z vztrajanjem, nadaljevanjem, potem skozi februar, skozi marec, na ta način vi potem z vztrajanjem vsaj 3 mesece vzpostavite krogotok v svojih energijah, materializacijo, manifestacijo, ki prinaša rezultate. Zato je ta magični planer sedaj optimalen, ker vas to potem vodi na pravi način, v res konkretno materializacijo. V mesečnem načrtu so tudi prazniki, zato da se lažje orientirate in da lažje potem vidite, kdaj kaj splanirati, ampak vaš dan, družinski praznik, vaš dan, lahko tudi, če je družina velika, recimo, da imate 3 male otroke, pa je družinski praznik res praznik več ljudi, je potem dobro si narediti še dan za dvojino, partnerstvo in dan za sebe. Se pravi, da si ustvarite v mesecu dni, ki ima 30, 28 do 31 dni, da si ustvarite 3 dni, ki so vaši prazniki, poleg rojstnega dneva, ki je praznik pač na tisti dan, ko ga ima kdo rojstni dan, ampak s tem vi niste prekršili nobenega pravila. To je vaš čas, to je vaše življenje in tega se je dobro zavedati. Tako da izkoristite ta magični planer v mesečnem oddelku, da si res ustvarite optimalno čas zase, za družino, za partnerstvo, ker to je tisto, kar želijo razrušiti zunanji sistemi. Ampak ker se mi ne bomo dali, ker se zanalašč bomo imeli fajn, to zanalašč je v naslednjem letu priporočljivo, kajti Mars in Pluton sta tista dva, ko nekdo reče: ti pa tega ne zmoreš, in v notranjosti vaši se bo sprožila energija, ki bo rekla: evo, zanalašč lahko. In zanalašč se imejte fajn, zanalašč si naredite najboljše stvari in čim prej je dobro v mesečne koledarje izpolniti maksimalno
rojstnodnevne aktivnosti, poslovne aktivnosti. Če še jih nimate načrtovane, načrtujte jih čim prej oziroma jih dajte spodaj pod opomnik. Družinske praznike, rojstne dneve ste tu zraven dali, družinske praznike seveda zdefinirajte s partnerjem, z najstniki, kdaj so kje doma, če so v študentu ali pa v dijaškem domu. Potem, če se ne želijo z vami iti, nič hudega, ampak jim dovolite, da imajo oni svoj dan, se pravi, da jih ne zašraufate v svoje načrte preveč, da najdete čas v mesecu dni za osebni praznični dan, definirajte ga vsak mesec, sedaj za vnaprej. Tudi če boste potem prestavljali, boste večjo količino energije dobili na način, da takoj zapišete, pa potem tisto energijo preusmerite. Zlata meditacija na YouTubu, tista, ki vam bo najbolj pomagala, to je 10-minutna, najkrajša možna, sem jo posnela zato, da ste osvobojeni sistemov in da vas bodo lepo vodile v plus. Označite pa tudi vsa opravila, ni nujno, da v mesečni koledar, ampak potem naprej v tedenskega, zadolžitve, ki jih imate za določene, za rutino. Recimo v mesečni koledar, če vozite otroka v glasbeno šolo, zapišite ob torkih, četrtkih glasbena, Miha glasbena in to pišete zato, da vidite, prvič se realizira ta podpora, drugič pa tudi, da vidite, ja, zaposleni ste, polni ste v določenih pogledih in znate potem lažje načrtovati. Tedensko načrtovanje, ki je, v naslednjem koraku potem, definirano, pa je dobro izvajati v nedeljo zvečer. Zakaj? Ker je sobota, Saturnov dan, zared, nedelja, Sončev dan, kjer dobite podporo duše. In Sončev dan je tisti, ki se je nekoč v rimskih časih, pri Rimljanih se je teden začel z nedeljo, s praznovanjem, z druženjem, z načrtovanjem, skupnim načrtovanjem za naslednje dni. In to sem ugotovila pač zato, ker meni ponedeljki ne sedejo. Če začnemo v ponedeljkih načrtovati, pomeni, da sem šele v sredo pri sebi. V sredo sem šele zafunkcionirala, ker je bil ponedeljek mi tako hud. Namreč ob ponedeljkih je lunin dan, kaotičen dan in moja luna ni, ker je v 12. hiši astrološko, je, se pravi, bolj povezana z dušo kot z okolico, tako da nikakor mi ni služila v smiselno smer. In potem sem ugotovila, da tudi drugim boljše koristi Sončev dan, se pravi nedelja zvečer, 15 minut je dovolj, da izpolnite načrt za, sledeči teden. Namreč eno so tiste mesečne obveznosti, ki jih zapišete lahko že vnaprej v tedenski koledar, potem pa preverjate, kako v bistvu, naredite, za prihodnji teden, kakšne so vaše obveznosti. Pri tem se pride v uporabo tele rdeče nalepke, aktivacijske nalepke so to, Mars, rdeča energija, volja, aktivacija, prizemljitev, uspešnost, materializacija. No, in tule vi vsak teden na en dan prilepite, jaz sem tule na 1.1., ke po novem letu si želim, da prvi dan je najbolj aktiviran, sem prilepila rdečo nalepko na nedeljo, tule spodaj, pač kamorkoli si želite, da se ta dan aktivira v plus in da dobiva najboljšo tudi je uživanje, tega se učim oziroma znam uživati, samo časa si ne vzamem za to. Tako da, je ta dan v bistvu potem energijsko optimalen, kar pomeni, da recimo jaz v naslednjem tednu potem od 2. januarja pa do 8. januarja sem pa nalepko že nalepila na 7. januar, sobota, ko začnemo z astro postavitvami in vem, da potrebujem takrat optimum od podpore, ker štartamo eno veliko stvar in si želim, da je vsa podporna energija tam. Se pravi, tisti dan, ko imate največ dela, največ ste zaposleni, največ opravkov, najtežja, stvari, takrat tam si aktivirate to, rdečo nalepko, da je tisti dan aktiviran v plus. Pred tem je, pred 2 pri tednih je še ena rubrika, ko pa sem, okej,
tale rubrika, ki vedno zajema naslednje. In sicer, če imate pred sabo magični planer, je tule levo zgoraj okrepitev fokusa. To je mandala, krog, ki vas pelje navznoter in ga pobarvate na način, da z barvami, ki vam ležijo, na hitro, ni treba zelo komplicirati, meditirati zraven, ampak pobarvate tole mandalo za dobro zbranost in jasnost, ki vas bo vodila skozi teden. Zaščita tedna so devetke, kvadrat z devetk, ki je znan po tem, da zaščiti karkoli je noter zapisanega. In toliko, kolikor je tednov v tem planerju, kar je 54, toliko zaščit lahko vi aktivirate v tem letu in najprej zapišete svoje ime in priimek v ta kvadrat tule znotraj. Zapišete svoje ime pa priimek in na ta način zaščitite svoje energije pred zunanjimi vplivi, pred kakršnimikoli negativnimi vplivi, ki bi jih kdo hote ali nehote izvajal. In s tem, ko je to narejeno, je ta zaščita do takrat, da je in zapisano v planerju in da se vi spomnite, da je zapisano v planerju. Se pravi, da tudi ko bo leto minilo in vi boste pisali noter ime pa priimek svoje, od svojega partnerja, od svojih otrok, svoj naslov, s tem zaščitite hišo, svoj naslov podjetja, s tem zaščitite podjetje, lahko zapišete naslov svojih staršev, svoje starše. To ni nič karmično spornega, da ne bi mogli noter napisati imena ljudi, ki jih imate radi, za katere vas skrbi, za katere želite, da se bolj optimalno počutijo. Lahko napišete noter tudi Republika Slovenija, da zaščitite pravno, državno ureditev te lepe pokrajine oziroma te lepe zemlje, na kateri živimo. Se pravi, da imate možnost poskrbeti za stvari, ki so vam blizu, se pravi, lahko napišete tudi noter svoj kraj Polzela, svojo vas, svoj širši kraj, Savinjska dolina in podobno. Na ta način pomagate ne samo sebi, ampak drugim stvarem, ki so vam blizu, drugim krajem, drugim ljudem, brez da bi se karmično vpletali. To je zaščita, ki prihaja iz svetlobnih mrež blagostanja in na ta način vi sodelujete z njimi, da zapišete stvari. Pred vsakim mesecem je kratek horoskop, ki vam pokaže, kam, na kakšen način se bo bolje usmeriti. To je pred mesečnim, pred tem, da se začnejo tedni, vmes pa še imate med mesečnimi in pa med horoskopi, pa je zapisano, kako optimalno sodelovati z luno pri magični manifestaciji. Se pravi, če je rastoča luna od mlaja pa do polne lune, če je pojemajoča luna od polne lune in proti mlaju, če je mlaj, če je prvi krajec, če je polna luna in ob zadnjem krajcu, kaj početi. Prav tako v posameznih znamenjih, se pravi, kaj početi, ko je luna v ovnu, kaj početi, ko je luna v biku, kaj nam takrat boljše gre, kaj bomo lažje manifestirali, kdaj se je dobro sprostiti in podobno. Včasih bi se zato tudi takrat, ko je vaš dan, poglejte, ali bi rajši z luno v biku, pa uživate v hrani, kuhanju, sprostitvi, ali bi rajši v aktivnostih, pa greste smučat, pa je to luna v ovnu, ali v strelcu, ali v levu, ali se greste na wellness, takrat je dobro, če je luna v levu. Se pravi, preštudirate tele lune v znamenjih in potem pogledate kdaj je katera luna in si potem lahko vpišete v mesečni koledar, kdaj je vaš praznik. Ampak jaz imam tako srečo ali nekaj v glavnem, jaz rada prepustim energijam, da mi povedo in zaprem oči in gledam, najprej pogledam, takrat okoli nimam nobenega kakšnega večjega dogodka, delavnice, okej, tisti datum je dober, da bom imela dan zase. Ker sem rojena 23. si običajno dam ali na 5. ali na 23. glede na harmonična števila. Če bi želeli, da pogledamo tudi za vas harmonična števila,
lahko pogledate na merkaba.si, pa pošljete e-mail, svetovanje oziroma SMS svetovanje, date rojstne podatke, mi pogledamo po teh tabelah numeroloških, katera so vaša harmonična števila, če želite na ta način funkcionirati. Meni to pač mi je dobro, zato ker je avtomatsko tisti dan potem zame dober. Se pravi, če pač glede na to, kaj ste rojeni, prideta dve števili, ena je glavno, drugostransko, pač podporno in potem še en kup števil, ki vas podpirajo. Tako da to lahko dobite na mail, lahko pa tudi na internetu pogledate. So, strani, ki vam to dajejo, nekatere zastonj, nekatere plačate, ampak preverite. V glavnem ni to skrivnost. No, in tabela luninih men, in luninih mrkov je tule, kjer boste lažje potem, načrtovali tudi, zeliščni vrt, tudi svoje, vrtnarske sposobnosti in vse to. Tako da to je tisto, kar je dobro vedeti. Legenda simbolov vam bo pa pomagala, tule na drugi strani je pa legenda simbolov. Je dobro, da jo spremljate, ker vam bo pomagala pri razreševanju teh tedenskih podpor, ampak v energijskem tednu, tam tisti dva lista pred urnikom tedna, tule energijska napoved tedna in pa nasvet tedna, sem jaz to že upoštevala. Se pravi, energijska napoved tedna ni zajeta iz enega zraka, da bi jaz kar nekaj ene karte metala pa uvide imela, ampak sem naštudirala, katere podpore so iz planetov, zvezd, ali je Venera v ospredju, pa so potem strast, iskrice, zmenki v ospredju, ali je transformacijsko, pa se morate spraviti v red. Se pravi, na ta način je energijska napoved tedna narejena, da že upošteva te vplive planetov in pa nasvet tedna, kaj narediti, v katero smer usmeriti, kaj paziti in na kako se predajati. Tako da tisti simbolčki potem so v bistvu narejeni izključno za tiste, ki želite se tudi izobraževati ob tem, da luna se ve, v katerem znamenju je, avtomatsko to potem veste, če je luna v vodnem znamenju, se pravi v, raku, škorpijonu ali pa ribah, je to za list, za vrtnarjenje v listu, če je v zemeljskih znakih, biku, devici, kozorogu, je za korenine, če je v ognjenih znamenjih, ovnu, levu in pa strelcu, je za plodove, in če je v zračnem znamenju, dvojčku, tehtnici in vodnarju, je za cvet. Ker je to je po tropičnem astrološkem, sistemu, ki je za Zemljo primeren, tako da v Sloveniji je kar nekaj, napačnih koledarjev, zato sem se malo bolj usmerila v to, kajti, jaz vem, da zelenjava raste, če jo imaš rad, ne glede na lunine mene, ampak če že spremljate lunine mene, je meni dobro, da spremljate prave. Pravi so, lunin, tale Planer od Eme Kurent seveda je, pravi so, ne vem, če še kdo, Lunine mene, ko je knjiga, Vse o pravem času, ima tudi tropičnega, vsi ostali pa mislim, da delajo po sideričnem, ki je zamik in ni, čisto pravi, tako da ni optimum, ampak dobro, če ste se navadili, zelenjava, kot sem že rekla, so bitja, energijsko sodelujejo z vami, tako da verjamem, da vam kljub temu dobro uspeva, ampak če želite si pravilno, potem je ta tropični smiseln. No, in preden še potem gremo čisto na načrtovanje in, tedna, čisto po dnevih, je še ena stvar, da tule imate na tej strani, sem rekla, zaščito naredite, potem zapišete, pobarvate, naredite zaščito in pa moja afirmacija tedna, tukaj vam jih nismo dali na zalogo, ampak se sprostite, zadihate in sami definirate svojo afirmacijo tedna. Lahko je vnaprej, lahko je tisto, kar recimo pozabljate, da pozabljate nase in napišete, v tem tednu imam pozornost na sebi, na svojem dihanju. Ali pa pozabljate recimo na pitje vode, v tem tednu, se posvečam rednemu pitju vode in redni telovadbi. Nekaj, kar pozabite, si date kot svojo afirmacijo. Ali pa v tem tednu ljubeče sodelujem, s svojim izgledom.
ali karkoli. Lahko sicer tudi za nazaj napišete, recimo, da spremljate, kaj se vam je dogajalo, in potem zapišete afirmacijo, ki postaja vaša smiselna, ampak je boljše, da si iz tedna v teden jo vnaprej dajete, se pravi za tale prvi teden od 2. januarja do 8. januarja je recimo, kaj je tipično za to obdobje, da je Merkur retrograden, da črna luna prehaja iz raka v leva 8., kar pomeni, da se naredi en preboj v smislu, da opuščate trmo v čustvih in se postavljate bolj v svoje dobro druženje. In lahko je recimo vaša afirmacija: v tem tednu si izbiram dobro družbo, dobre dogodivščine, dobro življenje. Ali pa: v tem tednu se odpiram dobrim stvarem. Na ta način v bistvu potem mi svoje navade, razvade in tudi slabo psihično razmišljanje izboljšamo. Moja afirmacija tedna je torej tisti stavek, ki vam pomaga premagati lastne šibkosti. V tem tednu se odločam za zdravo življenje, za sprehode v naravi, za ljubeč pogled na sebe. V tem tednu se odločam za ljubezen do življenja ali pa za karkoli. Nekaj takšnega. Ali pa v tem tednu se odločam, da delam samo 8 ur na dan, da ne pretiravam s svojim delovnikom, nekaj, kar vam je šibka točka. Potem je pa na drugi strani, ko je opis tedna, številka tedna, ne pozabi. Pri tem lahko imate: ne pozabi na zmenek, ne pozabi na sestanek v tisti pa tisti podjetju, ne pozabi na kupiti, ne vem, ptičjo hrano, ali pa ne pozabi piti vode, ne pozabi meditirati, ne pozabi telovaditi, kar je pač, kar pozabljate, kar v bistvu vam uide iz glave. Fokus tedna je tisto, kamor želite dati svojo najmočnejšo energijo. V tem tednu dajem pozornost na dejavnost, ki jo želim realizirati čim prej. Se pravi, fokus tedna je lahko dvojen, se pravi, če je osebno, da si želite recimo pospraviti vežo ali se dobiti s prijateljicami, ali pa tudi poslovno recimo dokončati en projekt. V tem tednu se osredotočam v prostem času na prijateljska srečanja, v poslovnem, da dokončam ta projekt. S tem, ko vi to zapišete po fokus tedna, se začne glavnina energije usmerjati v to, kar vi želite dovršiti. Ali je to projekt zaključiti, ali je to realizirati eno svojo stvar, nekaj, kar želite. Ni nujno, da boste v tem tednu realizirali, ampak se začnete v to pospešeno usmerjati. Recimo, da morate diplomirati do recimo februarja in začnete v tem tednu pa še nimate diplomske, se osredotočam na dokončevanje diplomske naloge. In začnete s kazalom in naslednji teden ponovite ta fokus, dokler ni materializiran. Če še kaj novega zraven pride, dodate, ampak 2, 3 stvari maksimalno v tednu se fokusirajte, če želite konkretno realizirati. Vesolju predajam. To so pa vse tiste dejavnosti, želje, cilji, hrepenenje, za katere ste do tega trenutka vse naredili, kar je bilo možno. Zdaj jih predajate univerzumu in duši, da poskrbijo za to. Se pravi, da imate recimo simpatijo, ki ste ji poslali message v milijon, 5-krat poslali na dan, po Messengerju slikce, po ne vem kje vse ste kontaktirali to osebo in ni bilo efekta. Se pravi, simpatija, ki ste jasno dali vedeti, da halo, tukaj sem, kje si, in potem vesolju predate ta odnos, da nekaj se zgodi. In to napišete: vesolju predajam odnos z mojo simpatijo, bla, bla, in predajam moji duši, da uredi ta odnos v moje in njegovo ali pa njeno najvišje dobro. Okej? Se pravi, vesolju predajate tisto, kar ste že maksimalno se potrudili, da vse naredite. Recimo, da imate diplomsko napisano, da ne bom samo o ljubezni, da imate diplomsko napisano, poslali ste že mentorju, vse je že, on ne da glasu od sebe, ne izveste datuma, gnjavite ga, kličete ga, maile pošiljate, ni več odziva. Tu zapišete: vesolju predajam
diplomiranje pri tem in tej osebi, na tem pa tem, faksu, ta pa ta predmet, v glavnem karkoli imate podatke, predajamo vesolju in moji duši, da to uredita. To je legitimno, ko ste že vse naredili. Ne pa, da šele štartate in pol že kar, vesolje naredi za mene, to ne gre. Kar ste se že do konca potrudili. Potem pa je spodaj, čisto spodaj pa moj razvoj, je pa, mišljeno ali pa smiselno v smislu, da v tem tednu želim pri sebi razvijati, doživljati, izpostaviti naslednji dve kvaliteti. Recimo, da zamujate povsod non stop in da se zavedate, da to ni v redu, ampak vseeno zamujate. No, in si napišete, v tem tednu želite pri sebi razvijati točnost. Ali pa da ste nekje, v službi ali pa doma in ste šlampasti, vse napol naredite, vse gre in vas to moti. Če vas ne moti, je brezsmiselno. Se pravi, kar vas moti pri sebi in bi želeli popraviti in želite, razvijati naslednji dve kvaliteti. Če se učite ljubezni do sebe, zapišete ljubezen do sebe. Točnost, urejenost, sproščenost, tistega, kar vam primanjkuje, to. In moj razvoj potem gre v smeri razvijanja sproščenosti, uglajenosti, veselja, karkoli. Na ta način, ko vi te dve strani izpomnite, to imate res 15 minut časa, ni treba več, potem ste pripravljeni na teden, ki prihaja, kamor vpišete ali že stvari, ki jih imate vnaprej vedene, že vnaprej lahko vpišete, če ne pa sproti tiste sestanke, ki prihajajo, sproti vpisujete in na nedeljo imate potem, čas samo pregledati, to imam, to pa to pa to, tole moram narediti in potem skozi dan vpisujete, ali ste pili dovolj tekočine, to pomeni nekje 2 litra na dan, ali ste meditirali, ali ste šli v naravo, ste potelovadili, ste naredili dihalne vaje in to zapisujete v tele krogce zgoraj. Jaz si to delam z barvami, da pač nekako z barvno potem, če so zelene, je super, z rdečo, če nisem, si označim z rdečo, se pravi, da sem potem naslednji dan bolj pozorna na to. Dejavnost, ki je primerna oziroma podprta s strani Lune, je tule zapisana in v recimo 2. januarja je optimum dejavnost kuhanje, Luna je v biku, kar je čas za korenovke, za korenček, tudi za hrano v tem obliki gomolnice in korenovke. In potem recimo naslednji dan, 3. januarja, je čas za druženje, Venera preide v vodnarja, tole je tale znak, Venera vodnarja, tako da kar pomeni svobodo, kar potem tudi je opisano v, horoskopu, in v energijskem nasvetu tedna. Se pravi, da na ta način vas potem magični planer vodi, in ko vidite na teden, kuhanje, druženje, kreativno delo, pospravljanje doma, gospodinjstvo, druženje, zabava, nedelja, potem vidite, okej, se pravi, sestanke, kateri primeren čas je, kreativno delo, če imate z ekipo, s katero delate, potem sreda, če je, za doma treba se karkoli dogovoriti, je, četrtek ali petek, oba sta smiselna, ker je Luna v raku in se boste hitreje dogovorili, lažje bo šlo. Na ta način potem si organizirate prosti čas in tudi poslovne dejavnosti. Če je kdaj, recimo poseben termin za kakšne sestanke, je smiselno, je dobro narediti v, času, ko je smiselno analiziranje, čas za natančnost, takrat, ko se boste konkretno lahko zmenili, in to vam je naravna logika daje to pomoč. Še 2 stvari so v tem planerju, ki mogoče so bile spregledane v preteklosti, pa bo koristno, in sicer vmes so tele, strani pikice, in pa črte. Pikice so narejene na mero, kar pomeni, da jih lahko uporabite za različne stvari. Jaz sama jih uporabljam na način, da imam na eni strani, tule imam hiško na krapnju tloris, drugo imam hiško doma, ni v proporcu, ker je to vse zelo majhno, ampak potem imam zlato spiralo, in če ste si prebrali na mojem blogu andrejanovak.si energijsko čiščenje prostora, veste, da z zlato spiralo vi lahko mirno tole prečistite na način, da, greste po tlorisu, in ker imate potem tloris že kar v planerju, je to dosti hitreje izvedljivo.
kar se pravi, da greste zlato spiralo od zgoraj navzdol, čistite, dokler ne pridete čisto do navzdol in s tem je potem energijsko očiščen dom in pa vse, tudi vaš poslovni prostor si lahko narišete. Kar si bom jaz tudi narisala, do zdaj imam samo kartico, recimo, da greste julija na Mali Loši, ne vem, nekam in bi si želeli imeti tam lepo vreme in poskrbite, da ali dobite kartico z Malega Lošinja, jaz imam tule Krapanj, ali pa si kar poguglate in skico tega kraja oziroma področja, kamor greste, narišete na tale del, kjer so pikice. Se pravi, prerišete obliko, zapišete tole pač Mali Lošinj, Krapanj, karkoli in potem vi recimo, da en mesec prej začnete energijsko čistiti ta kraj oziroma to področje, da ne pride do zapletov in s tem, ko je energijsko očiščeno, je tudi lepo vreme. Na ta način se potem pripravite optimalno na to. Druga stvar, ki je še dobra v tem pogledu, recimo te pikice so izjemno dobre tudi za risanje simbolov. Se pravi, da kadarkoli imate čas ali pa si želite nekaj, čutite eno lepo energijo, greste na te pikice in si zrišete en simbol, ki vam je lahko potem v nadaljevanju ali simbol vašega posla, vaše dejavnosti ali nekak prikaz enega obilja, ki je v vas, ali vas spomni na to energijo. Namreč te simboli, ki jih vi rišete kadar ste v dobri koži ali pa se dobro počutite ali pa razmišljate o svoji simpatiji, ste čisto zaljubljeni in narišete en simbol, ta bo imel to moč. Ta bo imel to moč. Se pravi, da potem vi razvijate svoj energijski produkt, ki je vam najboljši in si ga lahko potem s primernimi barvami narišete ali na majico ali na svojo skodelico kave in s tem povečate moč vibracije te energije, ki ste jo takrat čutili. Tako da te pikice vmes so zato namenjene, da jo uporabljate v kreativno smer, s tem tudi manifestirate določeno energijo na način, ki ga ve vaša duša. Besede so eno, se pravi, ve naš razum, simboli so pa tisto, kar ve pozna naša duša, je globlji jezik. Recimo, jaz sem razmišljala o tem planerju in sem potem o tej podpori, ki je, in mi je prišla tale osmica, ki je na takle način zaključena, da se tam potem nekaj zgodi, materializira in to me bo spomnilo na te energije. Potem je še seveda dva prazna črtasta lista. Ker je nekateri veliko pišete, to vam bo koristno, recimo si date, pač imate za vsak teden ta dva opcije črte in slikce, se pravi pikice. Nekateri pišete manj, tisti, ki pišemo več, jaz sem med tistimi, ki pišejo več, si v te črte si recimo pišem takšne zanimive stvari, recimo zadnjič sem v eni nadaljevanki slišala, da salvija pomeni mislim nate, roža salvija, thinking of you. Potem si jaz to zapišem, in ker mi je to mojemu umu, to mi je zanimivo, ali pa si včasih pridem, pa imam idejo o bilo kakšni akciji, pa si napišem potem oporne točke za tisto akcijo ali pa za delovno akcijo, karkoli. Lahko si tudi napišem program za katero delavnico, ampak si zapišem ključne točke in pol napišem več v zvezku in tam razgradim do konca, ker je tega veliko in potem ne morem vsega napisati tule noter. Kaj še lahko v te pikice? Lahko načrtujete svoj dom, svojo kuhinjo, kajti recimo 60 centimeter, pikice so oddaljene med sabo 1 centimeter, in če si rečete, en razmerje med pikico je 60 centimetrov, toliko, kolikor je širina kuhinjskega elementa, in si potem lahko lepo zrišete, kako bi imeli svojo kuhinjo, kako bi tam, kje je vhod, na kak način bi imeli shrambo ali ne, kje je pečica, in se s tem igrate, razmišljate in ostanejo stvari, ideje ne na listkih, ampak pri vas, in s tem se tudi začne manifestacija vaše nove kuhinje. Se pravi, da načrtujete na način prenove doma, prenove z vidika feng shuija, kakorkoli, in noter pišete, rišete in ste pri tem podprti energijsko. Zato jaz verjamem, da vam bo tale magični planer uspešen. Še kazalo smo vam dali zraven. V tem kazalu čisto preprosto belo, in sicer danes je moj magični dan, sprejemam ga na polno. Na drugi strani pa piše: naredim vse, kar zmorem, ostalo prepustim vesolju.
zemlji in svetlobi moje duše. In to je ta magični planer narejen na ta način, zato tisti, ki ga imate, hvala vam za nakup. Verjamem, da vam je tale video pomagal, da ga boste lahko optimalno izkoristili. Prevrtite si ga nazaj, mesečni, letni, načrtovanje ciljev in potem mesečni prazniki. Vse, kar si želite doživeti, pa ne veste, kdaj, pišite tule spodaj. No, vidite tudi, sama moram narediti množino za koncerte. Zapišite zmenke, druženja, plavanje, dopustovanje, karkoli želite okrepiti in s tem potem, ko date v opomnik, se bo našel čas pač noter. Če si vzamete čas za športne dneve enkrat na mesec, si to naredite kot vaš praznik, lahko je športni dan, lahko je dan za izlete, karkoli si želite, karkoli vam duša takrat ali pa telo po čemer hrepeni. Rojstne dneve, ko vpišete, date darila tudi drugim, na ta način potem naredite svoje in tudi življenje bližnjih lepo. Hvala vam za pozornost, hvala vam za nakup. Če magičnega planerja nimate, preverite, mogoče ga še imamo na zalogi, nekaj po mojem še, če ste tole zdajle pogledali še v decembru, potem pa ne vem. Preverite v angelca.si. Drugo leto bo sončevo leto. Če želite, ko boste videli, da vam ta magični planer ugaja oziroma vas manifestira v pravo smer, drugo leto bo usmerjen v sončevo energijo, v prenovo osebnosti, lahko da bo malenkost drugače, ampak osnova bo takšna, kot je sedaj. Za tiste, ki bi želeli uporabiti ta prototip planerja za svoj planer, pa samo opomnik, obilje bomo delali na način, da si zaslužimo skozi avtorske pravice, kajti res se posvečam temu planerju celo leto. Sedaj že imam pripravljenega za leto 2024 datume in vse je že, tako da lahko začnem pisati horoskope in sestavljati planer v nadaljnjo obliko. Tako da morate vedeti, da je res ogromno dela danega, ampak res iskreno si želim, da vam pomaga ustvariti optimalno življenje in sedaj verjamem, da lahko, kajti napisano je matematično, manifestacijsko, na način, kakor jaz živim svoje življenje. Vse si zapišem, energijsko sproduciram, da je v pravi času na pravem mestu, da sem jaz in vsi, ki to potrebujejo. Tako da hvala vam in se vidimo ob priložnosti, upam, da čim prej tudi na Krapnju in pa naj vam bo leto 2023 naklonjeno, da materializirate vse vaše srčne, osebne, poslovne in vse ostale želje, ki zajemajo lepše življenje za vse. Srečno!